Dober dan, torej nadaljujemo z našo aplikacijo Meet, in sicer kako ustvarimo srečanje na koledarju oziroma na naši učilnici. Začnemo kar s koledarjem. Torej jaz, če imam koledar, bi rada, recimo, da se premaknem na drugi teden, ker imam bolj prosto. Recimo, da bi rada ustvarila eno srečanje, ne vem, govorilne ure ob zaključku prvega polletja. Kliknem recimo tukaj na ponedeljek, se mi dvojni klik na dan, se mi avtomatično odpre okno, recimo tukaj imam že 3:30 popoldne, recimo, da bom jaz naredila za 4 uro, od 4 do 5, roditeljski sestanek s starši ob zaključku prvega polletja. Torej sem dodala uro, tukaj napišem roditeljski sestanek, ime sestanka, tukaj pač dodaj videokonferenco, se pravi, sem ustvarila povezavo link, tukaj lahko napišem sporočilo, spoštovani starši, in tako naprej. Vabimo vas in tako naprej, zdaj ne bom pisala. Če imam recimo dnevni red, kakšen poseben dokument, da bi rada, da starši preberijo pred sestankom, lahko tudi naložim in tako naprej. Seveda to ni dovolj, moram potem ustvariti tudi jih povabiti. Kako jih povabim? Tukaj, ker so gosti. Kot veste, imamo za posamezen razred ena skupina, to se pravi, da lahko po razredih povabim učence. Tako da vpišem pač naslov za vsak razred. Torej učenci, podčrtaj ime šole, recimo, če vabim našo. Tukaj imam različna imena, torej recimo 4. sem povabila 4., sedaj moram še ostale učenci, bom povabila 1. in tako naprej. Ostale seveda povabim na koncu še učitelje, ki imamo tudi naše geslo, tem da napišem učitelji, podčrtaj Sirk, ker pač to lahko ustvarjam, jih imam že tukaj, torej kliknem. To v tem primeru sem jaz povabila vse, če je to recimo važnejši sestanek, da mora biti povabljena tudi gospa ravnateljica, povabim še gospo ravnateljico, ali recimo katerega drugega, ki bi rad, vem, da je prav, recimo ima kakšno predavanje ali podobno za starše, lahko povabim tudi njega. To sem zaključila, kliknem na shrani, zdaj jaz tega ne bom delala, ker drugače bodo vsi ti ljudje dobili pač sporočilo, da imamo sestanek. In to je to. Na podoben način, kot tudi vabim starše, če želim za roditeljske sestanke posamezne in podobno. Je pa v tem primeru, kot sem rekel v prvem video razlagi, se mi tukaj ustvari en HTML, ki, če ga jaz shranim, se lahko v kateremkoli primeru z njim ga podelim, dam še nekomu drugemu in se lahko srečava v spletni učilnici. Zato ni ravno najbolj pametno tako delati. Dobro, zdaj to je seveda gre ven. To je torej sklic sestanka preko koledarja. Druga varianta je direktno preko učilnice. Preko učilnice smo videli v prejšnjem video razlagi, kako se lahko povežem. Nisem vam pa pokazala, kako ustvarim povezavo. Zato, da jaz ustvarim eno povezavo, ko ustvarim razred, seveda moram najprej ustvariti razred. To je razred, kako ustvarim, tako da kliknem na plus, ustvari predavanje, recimo, poskus, ustvari. Mora seveda preteči nekaj časa, da pač sistem ustvari novo učilnico. Ko sem ustvarila novo učilnico, tukaj imam ustvari povezavo Meet. Če jaz ustvarim povezavo Meet, tukaj kako jo ustvarim, najbolj enostavno je, da direktno kliknem sem, tukaj se mi odpre to okno, z video sestanki Google Meet se lahko povežete z učenci za učenje nadaljavo. Google Meet lahko uporabljate v nastavitvah predavanja. Upravljate, prosite. Torej, kliknem tukaj, se mi avtomatično je ustvaril en link, in čem se razlikuje ta link od tistega, ki sem jaz ustvarila na koledarju. Se razlikuje v tem, da se vsakokrat, ko jaz zaprem, se nekako izniči in učenci se tudi, če ga dajo v spomin, ne bodo mogli nikoli sami, recimo, potem, ko smo že vsi šli ven in si pač preko s tem linkom želijo povezati v razred, ne bodo mogli vstopati sami.
In tudi, če jaz nisem v učilnici, učenci ne morejo vstopati v učilnico. Tukaj imam povezavo. Moram karkoli spreminjati, popravljati, grem v nastavitve. Tukaj imam zopet pač na splošno, splošne kode, tukaj je upravljene kode za povabila, tukaj je, če jaz želim, nočem, ne povezava s povabilom ten in ten. Koda predavanja je ta. To je koda predavanja je tista koda, kot sem rekla, s katero jaz povabim nekoga, da pride v učilnico. Prav? Torej, če jaz to, recimo, en učenec v začetku šolskega leta, imam več možnosti. Ali samo rečem, priključite se v učilnico, boste dobili, da ste pač povabljeni, ali pa jim lahko dam samo to kodo, recimo si jo zdaj dam v spomin in se prijavim kot učenec. Tukaj sem kot učenec, kliknem sem, pridem na učilnico. Vidite, imam prazno. Ko jaz kliknem na ta plus, vidite učenico in se mi avtomatično odpre to okno, medtem kot jaz sem imela prej ustvari učilnico ali pa vstaviti tisto. Tukaj vstavim kodo predavanja. Tukaj se mi je pač postalo dejavno, aktivno in se gumb je postal aktiven in sem jaz ustvarila učilnico. Vidite, tukaj on ima samo povezavo na Meet, nima kot jaz imam recimo, če grem, prostite, ja, vidite, jaz imam tudi kodo predavanja, učenec tega nima, ne? Učenec ima samo ime učilnice oziroma predavanja, kot imenujejo, in povezavo. Se lahko, kot smo videli, poveže tudi preko pač tukaj te povezave, ne? Preko kamere, ki je kamera je pač znak, simbol za povezavo. Torej, to je na ta način, torej kot rečeno, smo videli, kako ustvarimo tudi učilnico in kako ustvarimo povezavo v učilnici. Poglejmo še, me bomo raje prihodil še tretji kratek video, da vam pokažem, katere so novosti v Meetu, kaj lahko vse delamo potem, ko enkrat vstopimo v pač preko aplikacije Meet v predavalnico in pač imamo pouk s našimi učenci.